To so preprosta vprašanja. Rok Turk, vodilni v državnem prvenstvu, zmagovalec prve dirke relija Vipavska dolina. Pričakovanja za to dirko, kakšna ponovitev zmage? Vsekakor, jaz mislim, da tukaj kaj drugega ne moramo razmišljati, oziroma tako bom rekel, boj bo za sam vrh, no. Tak je plan. Jasno smo videli že v Ajdovščini, da so ostali fanti tudi lahko dokaj blizu. Malo bo še odvisno od vremena jutri, mogoče bo imel kdo kakšno srečo, kakšno pomoč ali pa kakšno malo manj. Jaz samo upam, da bo enakovredno za vse, no, saj za tiste, ki bomo, bom rekel, nekako skupaj v boju. Jasno se pričakuje, bom rekel, dokaj težka dirka jutri, glede na to, da je štart kar zgodaj zjutraj in čez cel dan. Tako da mislim, da bo tudi kondicija pa pripravljenost samih posadk odigrala, bom rekel, kar dobršno mero, kdo bo jutri upal cel dan pač iti v hudmu tempu. Ok, hvala in vso srečo v lovu za zmago. Hvala. Darko Peljhan, trikratni zmagovalec relija Velenje in tretji na prvem reliju državnega prvenstva, tokrat nov avto. Kakšno so vaše pričakovanja glede novega dirkalnika in pa predvsem glede rezultata na tej dirki? No, glede na to, da so naredili dirko zelo zanimivo, se pravi kratko in hitro, pa da pričakujem, da ne bo dežja, jutri mislim, zna biti, da se bomo poskušali odpeljati, kar bo pač avto dal iz sebe. Kam to pomeni po rezultatih? Prve tri skoraj sigurno, morda ena, dva, katera stopnička? No, bomo rekli, da bomo probali ciljati do ta tri, da kaj bo ratalo, to mi težko rečem, ampak ja, ok. Ok, hvala in pa vso srečo v boju za stopničke, Darko. Hvala. Ok. Claudia De Cecco, Giant Campaigns, second place on the first race of a championship. What are expectations for this race? You know, you've been here before. Is the plan to win it? Well, this is the second year because we was here the first time. We was here last year, the first time. So we hope to have more speed than the last year when we arrived third. And after we will see tomorrow. The weather will be very, very important for this race. Okay, which stage do you like the most in this race? Which one is the one that you expect to be the fastest? For me, the best is Visna Gora. For me, is the best, absolutely. And for your driver? I hope also for him. Okay, good luck. And Andrej, eden najbolj zanimivih dirkalnikov na dirki, definitivno med najstarejšimi. Kako vi vidite prihod na dirko in pa potek same dirke? Vam je to veselje ali še kakšno rezultat v kategoriji starodobnikov? Ja, prvo kot prvo je to eno največjih vesel v življenju, da lahko dirkam. Vse spada pozdravim, da navdušujem sebe in gledalce in da je veselje in v glavnem šov lepo. Česa se bolj veselite, da bi bilo vreme suho ali mokro v jutrišnjem dnevu? Kaj bi bilo za vas večja zabava? Jaz sem to razmišljal, da bi meni pasal tudi malo dežje, tako da nisem nič proti dežju. Super, to je lepo slišati in želimo vam čim več užitkov in pa srečen prihod do cilja. Ja, hvala lepa tudi vam. Jure Jereb, že kar nekaj let prisoten v diviziji 1, tokrat nekoliko bolj okrnjena ta divizija. Kakšna so vaša pričakovanja v tej diviziji na tej dirki? Ja, glede na to, da je res konkurenca mogoče malo slabša, pa da ne bo reči, da brzence še malo poznamo, ker se kaj dosti ponavljajo, mislim, da bi se lahko borili za vrh, za stopničke, da reči. Super. Kaj pa se bolj veselite glede vremena? Dežja ali sonca? Absolutno dežja, ampak da bi bil dež stalno dež. Torej deževna dirka je nekako tisto, kar si želite? To bi bilo super, ja. Katera hitrostna preizkušnja pa je tista, na kateri računate na najboljše rezultate? Težko bi rekel, vse so že poznane iz prejšnjih let. Mogoče Šentil, Laze. Super, potem pa vso srečo v boju za stopničke in pa veliko užitkov. Hvala. Jernej Fakin, drugo mesto v diviziji 2 in pokalni diviziji 5 na prvi dirki v Vipavski dolini. Kakšna so tokrat vaša pričakovanja? Vas lahko pričakujemo v boju za sam vrh v diviziji? Ja, Reli Ajdovščina se je za nas še več kot odlično zaključil, tako da trenutno sedemo drugo mesto. Ja, in, ja, jutri pač treba na enoš, ni druga. Lahko prehitite Aleksa Humarja na vrhu ali ne?
treba je vedeti, da on je navožen, jaz imam dosti manj kilometrov kot on, trudili se bomo, tako da delamo na tem, da bomo tudi njega enkrat. Odlično, to je lepo slišati. In katere preizkušnje se najbolj veselite jutri? Najbolj všeč mi je Skorno, taka dosti tehnična, hitra in še prva je, tako da tam se bomo potrudili, da bomo peljali kar se da najboljše. V redu, potem pa vso srečo v lovu na zmago v diviziji 2. Ja, hvala. Denis Mrevle, 4. mesto na reliju v Vipavski dolini. Tokrat vas tudi pričakujemo v boju za stopničke. Do kam računate sami v diviziji 2? Ja, relij Vipavska dolina se je začel na 4. mestu. Nisem najbolj zadovoljen z prikazanim, kar smo odpeljali. Z opoldanskim delom še nekako, popoldne pa ne. Tako da zdaj v Velenje štartamo oziroma cilj so stopničke. No. Lani smo sicer imeli smolo, smo hitro zaključili, tako da s tem avtom tukaj v bistvu sploh še nismo vozili, tako da smo pa potrudili po naših najboljših močeh. Katera hitrostna preizkušnja vam najbolj odgovarja oziroma je tista, od katere pričakujete najboljši rezultat znotraj divizije? Mislim, da ta Skorno, kar se danes po občutkih, kar se tiče popisa, mislim, da mi kar najbolj tako odgovarja. Spust, malo tehničen del, malo hitrega, v gozdu noter bo zjutraj sigurno še mokar asfalt, tako da malo mešanega vsega, tista mi še najbolj tako odgovarja. V redu, hvala in pa vso srečo pri uvrstitvi na stopničke. Hvala. Okay. Marko Grossi, prva dirka se ni šla po načrtih niti po pričakovanjih, tokrat povratek. Kakšna pa so tu pričakovanja? Boj za najvišje mesto v diviziji 2 ali zgolj prihod do cilja? Iskreno. Glede na to, da sem dobil že nulo v Ajdovščini in da tam sem zgubil res vse, začela se je slabša sezona kot lani, v Velenju sem lani imel tudi odstop, tako da boril se bom za vrh, to sigurno, popustil ne bom do zadnjega, bomo videli, kaj bo na koncu, tu je konkurenca zelo močna, ampak boril se bom sigurno za prvo mesto, to vedno. To je lepo slišati. Katera hitrostna preizkušnja pa je tista, od katere pričakujete največ? Ne vem, po mojem najbolj mi leži Laze nekako tako, drseča, hitra, peska dosti, bomo videli. V redu, potem pa vso srečo v boju za najvišje mesta v diviziji 2, Marko. Najlepša hvala. Zdaj imamo pa pred mikrofonom eno od legend slovenskega dirkanja, Uroša Modlica, človeka, ki se je poleg fotografiranja lotil snemanja podcastov. In en dirkalnik, Super 2000, izredno glasen. Uroš, kakšna imate pa vi pričakovanja do te dirke? Pričakovanja, prvo, da bo kaj akcije, da bo šlo kaj po luftu, kakšen skok najdeti. Pa zdaj, če bo dež, ne bo dež, da bojo videli, da dežuje, drugače pa čim več akcije, pa čim več uspešnih prihodov do cilja. Pa. Katere preizkušnje se vi kot fotograf najbolj veselite? Najbolj? Po moje bi lahko rekel, da Laze Šentilj. Čemu tako? En skokec, malo šodra bo na cesti, če bo kakšna luža tam verjeten, tako da vsega pa malo. Ok, pa vso srečo, Uroš, in čim več lepih fotografij. Hvala, enako. Thank you very much and good luck for the next race.